Nova Slovenija je nekako začutila potrebo in pa državljansko dolžnost, da se na izjave gospoda Jakiča, aktualnega obrambnega ministra, v zadnjih dneh odzove. Kot je bilo zapisano v medijih, je več kot očitno, da je gospod Jakič na svojem uradnem obisku v Rusiji izrazil eksplicitno podporo ruskim stališčem, torej stališčem, ki nekako predvidevajo blokado v varnostnem svetu, blokado kakršnekoli intervencije ali posega Združenih držav Amerike v Siriji, kar z drugim besedam pomeni, da se je Slovenija pridružila rusko-kitajski blokadi v varnostnem svetu. Torej, ne samo, da gre v tej državi pod aktualno vlado za popoln gospodarski polom, da gre pravzaprav samo še za dvigovanje davkov in nažemanje ljudi, gre tudi za to, da na zunanje političnem, kjer seveda vštet tudi obrambno področje, glede na naše povezave, gre za popolno diskreditacijo Slovenije kot mednarodno, nekoč mednarodno ugledne in kredibilne članice zavezništva. Vse bolje očitno, da pravzaprav ne gre samo za poteze obrambnega ministra, ampak da gre pravzaprav tudi za poteze zunanjega ministrstva, kjer z eno besedo lahko rečem, da pravzaprav Slovenija pelje ali pa počasi zahaja v, jaz bi temu rekel, tako imenovano desus diplomacijo. Torej, njen prvi mož, tako kot se obnaša pri pokojninah, ko je v Ropovi vladi pokojnino znižuje, ko je čas pred volitvo obljublja 1000 evrov pokojnine, ko pride v vlado gospoda Pahorja, vzame pokojnine vsem tistim najnižjim slojem, tudi tistim, ki imajo samo 200 evrov državne pokojnine in je to edini vir preživljanja, ko pa je v vladi Alenke Bratušek, seveda se zavzema za vrnitev privilegiranih pokojninam tistim, ki že tako imajo najvišje nesorazmerno visoke pokojnine. Torej, dejansko ne vemo več, kakšno je naše stališče, ali se torej približujemo Rusiji, Kitajski, ali ostajamo zavezniki v zvezi NATO in pa seveda trden član Evropske unije. Rad bi upozoril tudi na naslednje izjave gospoda Jakiča. On je, vsaj tako je bilo prebrati v medijih, izjavil, da se je z obrambnim ministrom Rusije dogovoril, da bo poslal na častniško šolo v Rusijo enega od častnikov Slovenske vojske, ki bo, ali pa gospa oziroma častnica, ki bo eventualno lahko zasedal mesto obrambnega atašeja v Ruski federaciji. Torej, lahko si predstavljate plastičen primer, ko bi ameriška administracija, preden bi v Rusijo poslala svojega veleposlanika, tega dala na šolanje ali pa na Rusko politično akademijo. Torej, gre za, upam, da za popoln nonsens gospoda Jakiča, oziroma za izjave, ki nekako Slovenijo oddaljujejo od tistega, za kar smo se borili, torej od zavezništva v NATO in pa seveda trdne odločenosti, da v tem zavezništvu ostajamo. Prav zanimivo bo poslušati izjave gospoda Jakiča danes in pa jutri, mislim, da je danes in jutri neformalno zasedanje obrambnih ministrov v Vilniusu, kjer naj bi se pogovarjalo o obrambni, rekel, krepitvi Evropske unije s posebnim poudarkom na tako imenovanih evropskih bojnih skupinah, kjer bodo razpravljali o tem, da je potrebno te evropske bojne skupine dodatno v bistvu usposobiti in pa ojačati. V neformalnem delu naj bi se pogovarjali tudi z generalnim sekretarjem Rasmussena o krizi v Siriji in prav zanimivo bo poslušati, kako bo gospod minister obrazložil svoja stališča naši podpori ruskim predlogom, ali pa bo šlo zopet za eno desus diplomacijo, kjer bo gospod Jakič obrnil ploščo, tako kot bo trenutni aktualnemu omizju primerno. Nazadnje bi želel, mislim, da tega še nobena politična stranka v Sloveniji do zdaj ni jasno povedal jasno stališče Nove Slovenije, torej politične stranke Nove Slovenije, parlamentarne stranke, ki nedvoumno in z jasno besedo podpira stališča ameriške administracije in ki se zavzema za to, da se v Siriji naredi red. Torej Nova Slovenija podpira ta prizadevanja. Zakaj podpira ta prizadevanja in kaj pravzaprav pomeni ne podpora tem prizadevanjem, kaj vse je lahko v Siriji, ukolikor te ameriške intervencije ne bo. Vse to pa bo razložil naš vodja poslanske skupine, član odbora za obrambo, magister Matej Tonin.